Dolgotrajno brezposelni informatičarki je neuspešno iskanje zaposlitve načelo samozavest. Po priporočilu svoje socialne delavke se je septembra lani vključila v projekt Socialna aktivacija. Trenutno opravlja delovno prakso v Centru ponovne uporabe v Ljubljani. Kot sama pravi, se je povrnila delovna kondicija in, še pomembneje, zaupanje vase. Sem presegla pričakovanja glede sebe. Hočem reči, da sem bila pozitivno presenečena nad sabo, koliko sem v bistvu jaz sposobna kot delavec, pa tudi kot oseba, da imam veliko kvalitet, kar prej nisem bila zmožna realno videti, ker sem preveč gledala na to, da me niso sprejeli delodajalci, ker na mnoge sem se obračala, ne samo s prošnjami, s prijavami, ampak tudi s predlogi, ponudbami za zaposlitev. Bi rekla kot ena taka konkretna pozitivna stvar, da sem končno dobila priložnost v enem delovnem okolju biti, delati, izkusiti to delovno rutino po daljšem času. Ana je ena izmed 2500 udeležencev prvega cikla socialne aktivacije, pilotnega projekta, ki ga je Ministrstvo za delo zagnalo septembra 2017. Predvsem želimo v ta projekt vključiti osebe, ki so se znašle nekje med centri za socialno delo in zavodom za zaposlovanje in za njih do sedaj ni bilo primerne niti obravnave, niti primernih programov, kjer bi lahko izboljšale svoje kompetence, tako socialne, funkcionalne in tudi delovne kompetence in znanja. Skupina udeležencev je zelo heterogena. Moramo upoštevati individualne omejitve. Nekatere mamice so samohranilke, torej so omejene s časom, ki pač je razpoložljivo za službo. Nekateri ljudje imajo višjo oziroma visoko izobrazbo, pa pač ne bi radi počeli neka dela, ki niso na njihovi stopnji. Nekateri imajo previsoka pričakovanja glede na njihove kompetence, to pomeni na njihovo izobrazbo, delovne izkušnje in tako naprej. Vse skupaj pa ima isto izhodišče. Isto izhodišče je to, da so ti ljudje dolgo iz trga dela, da ti ljudje nimajo pravih informacij od trga dela, da te ljudi je potrebno usmerjati in jih dodatno izobraževati in usposabljati, da tem ljudem je treba zgraditi socialno mrežo, kar se tiče trga dela. Trenutno se po Sloveniji izvaja 25 dolgih, to je 11-mesečnih programov in 7 kratkih polletnih programov. Izvajalcem smo dali proste roke, da v okviru pač razpisnih zahtev sami program napolnijo vsebino, ki jo znajo najbolje izvajati, ki je primerna za tovrstno populacijo. Tako da se to, kar delajo v programu, od programa do programa razlikuje. Pri Griffinu poudarjajo pomen prakse v realnem delovnem okolju. Prva 2 modula, ki sta bila v projektu, sta bila namenjena predvsem osebnem dvigu kompetenc, socialnih kompetenc, potem funkcionalne pismenosti posameznika, oblikovanje volje do trga, aktivnem iskanju zaposlitev, metodam in principom. Naslednji moduli, to je 3., 4. in 5. modul, sta namenjene predvsem mreženju, torej sta del aktivne iskanje zaposlitve in mi tukaj poskušamo v okviru naših poslovnih partnerjev, torej gradimo mrežo, kjer poskušamo udeležencem zagotoviti določeno prakso, to pomeni neposredno delo v podjetjih in izvajamo prakso, to pomeni tako imenovano delovno terapijo, kjer ljudje delajo na področju arhiviranja, delajo na področju dodelavnih poslov, na področju administriranja, na področju čiščenja in vzdrževanja. Na ministrstvu opozarjajo, da gre za usposabljanje in pridobivanje kompetenc, nikakor pa ne za delovno razmerje. Vsekakor pa je želja izvajalcev, da Morda iz tega potem lahko zaključimo tudi kakšen konkreten rezultat, kar pomeni, da lahko se tudi posameznik zaposli. Tukaj jaz računam, da bomo vsaj 25 do 30% uspešni pri samih zaposlitvah. Luka je diplomirani zgodovinar in sociolog kulture.
Ugotavlja, da njegova diploma na trgu dela žal ni veliko vredna in da bo svoja zaposlitvena pričakovanja verjetno moral prilagoditi potrebam gospodarstva. Ko sem začel tukaj delati, sem po dolgem času začel spet delati. In sem nekako spet spoznal, da delo ni tako enostavna stvar, no. Da sem začel spoštovati delo, pa 8-urni delovnik. No. Da prej mi je bilo tako malo, da nisem razumel ljudi, kako so lahko tako zmacani in tako. Tukaj pa zdaj vidim, da je to kar naporna stvar, da tudi ta rutina vsakodnevna, da je kar dosti naporno. No. Da začenjam ceniti delo, pa da tudi, kako bi rekel, da vidim, da vsako delo je častno. No. Da tudi tukaj, če si prodajalec, je častno, no. Mi je fajn in tako, res pa, da ni to po moji izobrazbi. No. Kot sodelujem z njimi, opažam, da se dobro znajdejo, so pripravljeni delati, lepo sodelujejo z našimi obiskovalci. To so stvari, ki so zelo pomembne in mislim, da imajo na njihovi poti kar veliko možnosti, da bojo nekaj našli, kar jih zanima in da bojo lepo upravljali to delo. Ravno neustrezna izobrazba udeležencev je eden izmed ključnih razlogov za nezaposljivost. Zato bi pozval tudi centre za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, da poskušajo malo, pa tudi Ministrstvo za pristojnost za delo, družino, socialne zadeve, enake možnosti, da poskušajo redefinirati svoje programe financiranja, ki bodo podpirali takšne dodatne poklicne kvalifikacije. Torej bolj usklajeno z zahtevami trga dela. V 5 letih bo s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada približno 12.500 brezposelnih oseb dobilo priložnost, da izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. Udeleženci lahko iz programa kadarkoli izstopijo in hkrati obdržijo vse pravice. Tisti, ki ni zadovoljen, pa ki mogoče ni imel takšnih zaključkov, pa takšne predstave v samem programu, lahko kadarkoli pride ali na zavod, ali k meni na center, pa se bomo o tem pogovorili in seveda sporočali naprej izvajalcu. Čeprav od svojih uporabnikov imam samo pohvalo. Samo pohvalo. Jaz nisem srečala človeka, ki bi še izstopil, pa bi bil nezadovoljen z dolgimi programi. Zaenkrat so še vsi zadovoljni. V primeru vključitve v program oseba pravzaprav pridobi tudi določene pravice ali pa prejemke, denarne prejemke, in sicer oseba dobi seveda povračilo prevoza, povračilo malice v znesku 3,70 evra na dan in pa v primeru vključitve v dolge programe tudi denarno nagrado, ki znaša 0,80 evrov na uro v času prisotnosti v programu. Jaz imam cilj, vizijo, no, da ob koncu tega programa socialne aktivacije, da bom že zaposlena na ustreznem delovnem mestu. Ne vem, kje bo to, ampak se usmerjam, da bo na področju informatike, ampak sem odprta tudi za druge možnosti, kot je recimo v Centru za ponovno uporabo. V primeru, da ne bi bila zaposlena ob koncu socialne aktivacije, pa bom še naprej iskala zaposlitev z več samozavesti, v to sem prepričana. Ani in Luku srečno pri iskanju službe. Delodajalcem pa vabilo, da udeležence socialne aktivacije sprejmejo na delovno prakso in morda najdejo perspektiven kader.